Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci v oddaji Mi smo SPTŠ. V minulih tednih so dijaki in dijakinje srednje poklicne in tehniške šole dosegli številne uspehe in doživeli veliko zanimivega. Spoznali boste dobitnike zlatih in srebrnih priznanj, avtorje raziskovalnih nalog, ogledali si boste utrinke z razstave Tehnika oblikovanja, predstavili vam bomo naš EU kotiček, se spomnili minulih strokovnih ekskurzij, ob koncu oddaje pa vam bomo pokazali, kako so se poslovili letošnji maturanti. Z veseljem poročamo o tem, da so bili dijaki naše šole izjemno uspešni na državnih tekmovanjih z različnih področij. Začnimo s tekmovanjem iz matematike. Državno tekmovanje je potekalo na Srednji zdravstveni šoli v Rakičanu. Srebrno priznanje v kategoriji B tehniške in strokovne šole je osvojil Dominik Majcen iz programa Elektrotehnik. Zlata priznanja pa so osvojili Žiga Škalič, tehnik računalništva, Žan Hozjan, tehnik računalništva, Tadej Šinko, tehnik računalništva in Urh Kolarič, elektrotehnik, ki je prejel tudi 3. nagrado. V kategoriji C dijaki poklicnih šol pa je zlato priznanje osvojil Nino Časar, program Elektrikar. Državnega tekmovanja iz fizike se je udeležil Urh Kolarič iz programa Elektrotehnik. Tekmovanje je potekalo na Prvi gimnaziji v Mariboru, Urh pa je v konkurenci gimnazijcev osvojil srebrno priznanje. Dijaki iz programa Strojni tehnik so se na šolskem centru Krško Sevnica udeležili državnega tekmovanja iz projekcij in kotiranja Piko 2017. Sandi Sukič je osvojil zlato priznanje, Luka Mešič pa srebrno. Dijaki iz programa Tehnik računalništva so na tekmovanjih z področja računalništva osvojili naslednja priznanja. Tekmovanje ACM iz znanja računalništva Žan Rogan, srebrno priznanje iz programiranja. Na festivalu inovativnih tehnologij pa je Tadej Šinko osvojil srebrno priznanje iz programiranja v najtežji skupini. Uvrstil se je tudi na dodatni izbor za računalniško olimpijado. Na tekmovanju srednjih elektro- in računalniških šol Slovenije pa sta Tadej Šinko in Tejo Kuzma postala državna podprvaka. Na festivalu inovativnih tehnologij je srebrno priznanje na tekmovanju Digitalna fotografija prejel Miha Rauh iz programa Tehnik oblikovanja. Na državnem tekmovanju iz nemščine so srebrna priznanja osvojili dijaki in dijakinja. Iz programa Elektrotehnik Emil Feher, Alex Linhart in Dominik Majcen. Iz programa Tehnik oblikovanja Sara Pelc-Čeh. Iz programa Strojni tehnik Blaž Ješovnik. Iz programa Tehnik računalništva Žan Mencigar in Jan Vršič-Vida. Iz programa Mizar pa Tomas Hajdinjak. Zaključimo pa z državnim tekmovanjem iz geografije, kjer naši dijaki prav tako že tradicionalno dosegajo izvrstne uspehe. Tema letošnjega tekmovanja, ki je bilo sestavljeno iz pisnega in terenskega dela, je bila: Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine. Kar 3 dijaki naše šole so prejeli zlata priznanja, in sicer Štefan Horvat, tehnik računalništva, Urh Kolarič, elektrotehnik in Saša Banfi, strojni tehnik. Saša se je uvrstil tudi na Balkansko olimpijado, ki bo letos potekala v Sloveniji. Naša naslednja sogovornika sta udeleženca olimpijade Saša Banfi in dobitnik kar 3 priznanj z državnih tekmovanj Urh Kolarič. Z njima sta se pogovarjala Leja Andrejek in Alen Cmor. Urh, za tabo je izjemno uspešno leto. Katerih tekmovanj si se udeležil in kakšni so bili tvoji uspehi? Letos sem se udeležil 3 tekmovanj, matematike, fizike in geografije. V matematiki in geografiji sem osvojil zlato priznanje, v fiziki pa srebrno. Vem, da ti vsa priznanja veliko pomenijo. Si na katero še posebej ponosen? Da, posebej ponosen sem prav na fiziko,
saj je to priznanje zame dokaz, da sem konkurenčen tudi v tem predmetu, ki mi zelo veliko pomeni, tako sem dobil še veliko volje do nadaljnjega učenja. Kako si se pripravljal na posamezno tekmovanje? V prvi meri sem se poskušal odpovedati čim več nepotrebnim dejavnostim in si tako pridobiti čim več časa za učenje. Matematiko in fiziko sem se pripravljal s svojima mentorjema ter v prostem času sam. Geografijo pa sem se pripravljal teoretično in terensko. V terenskem delu sem poskušal si zapomniti čim več pametnih nasvetov svojega mentorja. V teoretičnem delu pa sem moral čim bolje predelati podano literaturo. Si dijak 3. letnika v programu Elektrotehnik. Si se že odločil, kam te bo pot zanesla po opravljeni poklicni maturi? Da, po vsej verjetnosti se bom vpisal v študij elektrotehnike v Mariboru. Moram pa priznati, da sem tudi že razmišljal o študiju matematike in fizike. Želimo ti še veliko uspehov. Hvala. Rad bi se zahvalil predvsem svojim staršem, mentorjem in starim staršem za veliko podporo. Saša, si dobitnik zlatega priznanja z državnega tekmovanja v geografiji. Uvrstil pa se tudi na Balkansko olimpijado. Kaj ti pomenita ti priznanji? Ja, ti priznanji mi pomenita zelo veliko, saj sta obenem tudi poplačilo vloženega dela in truda. Sem pa tudi že lani dobil zlato priznanje za geografijo. Kaj je pa bila tema letošnjega tekmovanja? Tema letošnjega tekmovanja je bila naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajina. Je pa to zelo široka tema, katera je zajemala vse od geografije sveta, naprimer turizem na Antarktike in pa vse do geografije Slovenije. Kako pa si se pripravljal na to tekmovanje? Na tekmovanje sem se pripravljal predvsem iz predpisanega oziroma dobljenega gradiva ob pomoči mentorica. Samo tekmovanje pa je sestavljeno iz teoretičnega in terenskega dela. Kako je potekal terenski del? Terenski del je potekal tako, da smo se v šoli razdelili na več skupin, dobili enega mentorja in nato ob pomoči gradiva za teren odšli na teren ter se tam zapisovali pomembne podatke in nato prišli v šolo, odpisali test iz terena in to je bilo to. Da ti geografiji leži, si dokazal. Katera področja pa te še zanimajo? Ja, zanimajo me predvsem naravoslovna področja, naravoslovne znanosti, zato tudi razmišljam o tem, da bi šel študirati strojništvo. Hvala za pogovor in veliko uspehov tudi v prihodnje. Srednja poklicna in tehniška šola in gimnazija Murska Sobota že vrsto let gostita državno tekmovanje mladih raziskovalcev. Že 51. srečanje je tokrat potekalo v ponedeljek 15. maja. Pred zagovori svojih nalog so si mladi raziskovalci in njihovi mentori ogledali otvoritveno slovesnost, na kateri so jih pozdravili tudi ugledni govorniki. Ravnatelj SPTŠ Ludvik Sukič, predsednik organizacijskega odbora dr. Mitja Slavinec, župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in predsednik Zveze za tehnično kulturo Slovenije profesor dr. Stanislav Radovan Pejovnik. Raziskovalne naloge so letos pripravile tudi 3 dijakinje naše šole, vse obiskujejo program tehnik oblikovanja. Doroteja Kuzma je v svoji nalogi pripravila publikacijo in plakat na temo zgodovinske zgradbe Prekmurja z namenom podrobneje spoznati arhitekturo Prekmurja, njene avtorje in sloge ter poiskati rešitev, kako s pomočjo grafičnega oblikovanja širši javnosti predstaviti našo kulturno dediščino. Veronika Jakopič je oblikovala inovativno embalažo za čaj, ki je drugačna in izstopa iz množice sicer zelo podobnih embalaž.
Veronikina temelji na obliki trikotnika, barve pa sledijo okusu. Tako je za lipov čaj izbrala rumeno barvo, za metinega pa na primer zeleno. Jerneja Gašpar pa je izdelala spletno stran, grafične predloge in celostno grafično podobo za neko storitveno podjetje. Namen naloge je bil oblikovati poslovno spletno aplikacijo, ki je namenjena upravljanju odnosov s strankami, kjer bi bili vsi ti podatki na enem mestu, urejeni in čim bolj pregledni. Letos na naši šoli izobraževanje zaključuje prva generacija tehnikov oblikovanja. V Soboškem gradu so ob tej priložnosti pripravili razstavo svojih maturitetnih izdelkov. Ob otvoritvi razstave je zbrane pozdravil ravnatelj Ludvik Sukič, v imenu dijakov je obiskovalce nagovorila maturantka Doroteja Kuzma, mi pa smo za mnenje o zaključnih nalogah povprašali mentorja, profesorja Denisa Frasa. Lep pozdrav vsem skupaj. Nahajamo se na prvi razstavi programa tehnik oblikovanja na SPTŠ. Upamo, da ne bo zadnja, sploh ob velikem zanimanju osnovnošolcev za vpis v prihodnjem letu. Na kratko bi kot mentor predstavil izdelke, ki se nahajajo tukaj. Imamo v bistvu raznovrstne tiskovine, od knjig, katalogov, brošur, embalaž, stripa, potem imamo tudi majico oziroma motiv za majico, imamo tudi ornamente oziroma dekoracijo za nakit. Vsi ti izdelki odražajo nek trud, osebnost, znanje in sposobnost dijaka, ki je ta izdelek naredil. Naša šola je od letošnjega šolskega leta vključena v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Z mladimi ambasadorji Evropskega parlamenta se je pogovarjala Lea Andrejek. Z nami so Luka, Maša, Rebeka, Bine in Nuša. Bine, bi nam lahko kaj več povedal o tem projektu? Projekt so začeli znotraj Evropske unije izvajati leta 2011. Z šolskim letom 2016-2017 pa se je projektu pridružila tudi Slovenija. Program vodi informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji. Na šoli nas deluje 15 dijakov ambasadorjev Evropskega parlamenta, ki se eni bolj, drugi manj aktivni oziroma se vključujejo po svojih interesih. Naša mentorica oziroma mentorica projekta je profesor Darja Pojvič-Kovačič. Kakšen je namen projekta? V bistvu vsak dan slišimo kaj o EU, vendar predvsem mladi o njej vemo bolj malo. Mislim, da ima EU pomembno vlogo tudi pri reševanju mnogih družbenih pojavov, migracije, gospodarska politika, energija, prehranska varnost in izobraževanje. Program je namenjen ozaveščanju in izobraževanju mladih v EU, Evropskem parlamentu in parlamentarni demokraciji, ter da mladi postanemo aktivni državljani, ki se zavedamo priložnosti, katere se pojavljajo znotraj EU. Namenja tudi spodbujanje evropskih vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, spoštovanje človekovih pravic. Zakaj ste se vključili v projekt? Ker je obstoj EU pomembna za Slovenijo ter posledično za mene. Bil sem tudi na zanimivem posvetu o EU in prihodnosti mladih, kjer so o naši prihodnosti skupaj z nami razpravljali Klaud Juncker, Miro Cerar in Violeta Bulc. Pa ti, Nuša? Želela sem izvedeti več o EU, menim pa, da mi bo potrdilo ambasadorke Evropskega parlamenta koristil pri iskavi zaposlitve.
Potrdilo ambasador Evropskega parlamenta bi mi morda koristilo pri moji nadaljni poti, praksa, izmenjava in morda zaposlitev. Različni projekti, ki so bili realizirani s pomočjo denarja EU in so se mi zdeli super. Ker se mi zdi pomembno, da dijaki spoznajo druge države, tudi sama imam veliko stikov z mladimi v drugih državah Evropske unije. Poglejmo, katere aktivnosti so že izvedli. Izdelali smo informacijsko točko o Evropski uniji, ki je nastala in se neprestano dopolnjuje kot rezultat sodelovanja dijakov iz različnih poklicnih področij in profesorjev. Dijaki, ki se izobražujejo za poklic mizar, so pod mentorstvom profesorja Košarja izdelali infokotiček, ki je postavljen v prvem nadstropju. Sem na smeri računalniških tehnik in sem pod mentorstvom profesorja Letnarja izdelal spletno infotočko, kjer lahko najdete različne podatke in informacije o EU ter aktualno dogajanje v šoli in Evropskem parlamentu. Anja, Hanna, Sara, Sandra, Metka in Nuša se izobražujemo v programu tehnika oblikovanja. Ina smo narisale evropske institucije ter izdelale infoplakate. Pod mentorstvom profesorja Ferrasa pa smo na našem drevesu predstavili članice EU. Pod geslom Združeni v različnosti smo izdelali žepke v posameznih državah. V vsakem žepku se skriva zanimivosti o posameznih državah. S tem želimo tudi učitelje in ostale dijake pritegniti, da bi dopolnili zanimivosti o posameznih državah. Sem v programu strojni tehnik in sem izdelala zemljevid avtomobilske industrije v Evropi, ker se mi zdi, da je avtomobilska industrija v Evropi zelo pomembna gospodarska panoga. Ob dnevu Evrope smo pripravili radijsko uro, k razmišljanju smo povabili tudi gospoda ravnatelja, na hodniku pa smo prisluhnili evropski himni. Spomnimo se še zadnjih strokovnih ekskurzij naših dijakov. Dijaki prvih letnikov so obiskali avstrijsko prestolnico Dunaj, ogledali so si tehniški muzej, živalski vrt, središče mesta in dan zaključili v zabavišču Prater. Dijaki drugih letnikov so se odpravili na slovensko in avstrijsko Koroško, med drugim so obiskali rudnik v Mežici, Celovec in Minimundus ter se ustavili ob Knežjem kamnu. Dijaki programa Autoserviser so se odpravili na dvodnevno ekskurzijo v München, kjer so si med drugim ogledali proizvodnjo osebnih avtomobilov slovite tovarne BMW ter proizvodnjo vrhunskih tovornih vozil MAN. Obiskali so tudi muzej prometnih sredstev BMW Welt in si ogledali kulturne, zgodovinske in arhitekturne znamenitosti bavarske prestolnice. Tudi dijaki prvega in drugega letnika programa Elektrotehnik so se udeležili poučnega in zabavnega izleta. Obiskali so Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki, tam so potekali dnevi elektrotehnike. Ogledali so si številne poskuse in novosti z področja stroke, ki so jih pripravili študenti Fakultete za elektrotehniko iz Ljubljane. Nato so se ustavili še v Ljubljani in obiskali muzej iluzij. Omenimo pa še lesariado, državno srečanje lesarskih šol, ki so se v Novem mestu udeležili dijaki iz programa Mizar. V tekmovanju iz nogometa so osvojili prvo mesto. Zaključimo našo junijsko oddajo s posnetki slovesa letošnjih maturantov. Slovo s predajo ključa je bilo v petek 19. maja. Po zabavnih igrah so skrbniki šolskega ključa postali dijaki razreda 3E1. Sicer pa letos izobraževanje na naši šoli zaključuje kar 216 dijakov in dijakinj. Vsem želimo čim več uspeha na maturi in pri opravljanju zaključnih izpitov.
Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost v še eni oddaji. Mi smo SPTŠ. Za. 3, 4 za. Je zmagal. Rad bi se zahvalil vsem prisutnim, ko ste prišli, ko ste se fajn imeli, uživali v igrah. Ja, pogrešam vse vas, bravo.